Dober dan, lep pozdrav. Začenjamo s snemanjem 23. epizode AS podcasta. Sprva smo imeli drugačne načrte, v glavnem smo želeli govoriti o Jadranski ligi, o njenem razvoju, morda tudi obstanku, o tem morda ob koncu. Vmes je odjeknila nora novica v svetu košarke in naslovili jo bomo tudi danes v seniorskem oddelku na naši televiziji. Lepo pozdravljam Gašperja Bolharja, Živijo. Roberta Kukovico, Boštjana Moharja. Z vami sem Dani Bavec, bomo skušali tole izpeljati čim bolj konkretno. Torej, fantje, Luka Dončić ni več član Dallas Mavericks, gre za prvo tovrstno odločitev sploh v zgodovini košarke, da se je ena od franšiz odločila, da se loči od svojega generacijskega in glavnega igralca te franšize. Kako to komentirate zdaj, ko se je šok malce polegal? Kdo bo začel? Guldi, se ponujaš, izvoli. Lahko. Ja, v glavnem, vsi smo bili presenečeni, šokirani. Normalno, da nihče tega ni pričakoval, glede na to, pač kakšni so bili cilji z Luko Dončićem v Dallasu, da bo nekako celo kariero tam igral, da bo nek naslednik Dirka Nowitzkega, da bojo, celo so govorili zraven njega, še en kip postavili, ne, ob Dirku. Tako da, glede na to, da je pač jih lani prvič popeljal v finale, ne, pa da je star šele 25 let, da lahko še napreduje, ne vem, pač jaz sem bil pač čisto šokiran, ne. Ampak po drugi strani, ne, pa so pa prihajale iz ozadja neke informacije, da se pač na Luko pritiska, da izboljša svojo fizično pripravljenost, in očitno so imeli, po moje so videli, da tukaj nekako ne pridejo neki pač skupaj, tudi kakor se je dal prebrati tudi z medicinsko službo iz Dallasa, da niso bili na istem nivoju, ne. To pomeni, da so očitno pač... Misliš, njihova medicinska služba, ja, pa Lukov osebni tim? Ja. Očitno je pač dlje časa že potekala ta borba in kot kaže, so verjetno pač pri Dallasu nad tem obupali, čeprav jaz mislim, da to, kar se je lani zgodilo, da je Luka v finalu igral praktično na pol poškodovan, ne, da to ni neka realna slika, ne. Sploh proti eni taki ekipi, kot je bil Boston lani, res v fantastični formi, in da pri 25 letih nekdo ekipo popelje že v finale, vemo, ne, Michael Jordan je svoj prvi prstan osvojil pri 28, ne, in da ti to kmalu obupaš nad tem, je meni pač nerazumljivo, no. Jaz bi rekel, ta čudoviti svet kapitalizma, ne, v katerem ti v enem trenutku mečajo milijone v naročje, ne, in ti obljubljajo svet in vse, ne, v naslednjem trenutku si pa zgolj samo suženj, orodje v poslu, ki je milijarden in kjer nisi vreden kot igralec, v bistvu kot človek nisi vreden, če to je nepomembno. To je nepomembno. In to je po človeški plati, bi rekel jaz, glede na to pač, da zadnja leta lige NBA ne spremljam več tako podrobno, ne, bi rekel, po človeški plati bi se jaz dotaknil tega, pa bi rekel, kar se Luke tiče, prvič, da je zelo dostojanstveno to prenesel, ne, da verjamem, da je on sam verjel, da bo celo kariero ostal v Dallasu in da bo tako, kot si ti rekel, Guldi, bojo zraven Nowitzkega še njegov kip postavili, ne. Da je to na način, kako je bil ta posel speljan, ne, je to po človeški plati ugabno, ne, ker da vse nisi na koncu vreden nič, ne, vreden si lahko na stotine milijonov, ampak po človeški plati nisi pa vreden nič. Ampak v vsej tej zgodbi se meni zdi najbolj to, da je Luka šel pravzaprav v ekipo, ki je ena najbolj znanih, največjih franšiz in se mu tukaj ponuja izjemna možnost za nadaljnjih 10 let kariere, če ni narobe kaj z njegovo pripravo, poškodbo. Ta težava za Hillovo tetivo se vleče že lep čas, ne. Mečno mišico. Mečno mišico, pardon.
Tako da, če je tukaj kaj v zadju res tega. Je pa svojsten paradoks to, kar si rekel, fizična pripravljenost. Kolikor vem, je Luka zdaj v zadnjem obdobju pripeljal iz madridskega Reala nutricionistko pa kondicijskega trenerja, s katerim je že prej delal, in je to v Dallasu, kolikor sem zdaj čital te dni, tudi na ESPN-u, ni naletel na najbolj pozitiven odziv in Harrisona in klubskega vodstva in vseh. Samo po drugi strani, če mu oni niso znali zagotoviti tega, da bi ga maksimalno pripravili, kar se tiče fizične pripravljenosti, očitno tudi Luka ni verjel v to, kar mu oni lahko tam ponujajo. Špekuliram in razmišljam pač zgolj po svoje, da je pripeljal svoj tim, svojo ekipo. Zdaj... Spet ni to nekaj nenavadnega, se LeBron ima tudi svoj tim. Sej zato, mislim, to še zdajleč ne bi bil edini, ker bi to počel. Mal bi ovrgel tvoje misli, zgolj z vidika, ko menjaš milijardne posle in to. Meni se zdi ta poteza direktno zarezala v potencial teh milijardnih poslov. In to je tudi del zgodbe, zakaj se svojim generacijskim igralcem ne ločiš kar tako. No. Mi imamo celo vrsto primerov iz zgodovine, tudi NBA lige, smo recimo Shaquilla O'Neala, njega niso nikoli spravili na kilažo, ki jo hočeš. Imaš recimo Ziona Williamsona zdaj v sedanjici. Tako da jaz razumem, da z človeškega vidika gledamo in kot Slovenci smo seveda najbrž tudi malo žaljeni, ampak vemo pa hkrati tudi, da prostora za sentimentalnost v poslu, kot je Liga NBA, preprosto ni. Sej, to sem hotel reči, v evropski košarki se na tak način kaj tazga verjetno, sploh v evropskem športu se kaj tazga ne bi mogel nikoli zgoditi, ker je cel sistem čist drugače zastavljen. Tam je pač liga je zaprta, lastniki imajo od A do Ž vse v svojih rokah, vse besede. Ampak vsem, to praviš, mislim, ko sem jaz rekel milijarden posel, jaz verjamem, da je nekaj na tem, da Dallas dolgoročno razmišlja in da verjetno ni skrivnost, da želijo postaviti igralnice po Teksasu. Nova lastnica, ki je kupila franšizo, hoče postaviti igralnice. Zaenkrat zakon tega v Teksasu ne dovoljuje. In verjamem, da je v ozadju mogoče dolgoročno gledan tudi na tem, da bi franšizo res preselilo v Las Vegas. Dobro, res tega ne verjamem niti sekundo, ampak okej, imaš svoje mnenje. To mi lahko špekuliramo do nezavesti. Ne vidim, kaj bi bilo to povezano z tradom Luke Dončića. Ne, to je povezano z idejo, da se detonira navijaška baza, da se odtuji in potem, to je teorija zarote. To je meni malo na trdih nogah teorija. To je rekla Kazala. Jaz bi prej rekel, da če nekam greš, pa da greš za enim, okrog katerega veš, da se lahko boriš za prvaka, okrog enega igralca je po moje bolj logično, da prideš z neko ekipo nekam, ki nimaš nič in ti moraš tam dobiti neko navijaško bazo. Poleg tega gre tudi za poslovno logiko. Oni lahko služijo s kazinoji, ampak to ni direktni zaslužek na račun franšize. Ko milijarderji kupujejo neko stvar, ki je v osnovi toliko pa toliko vredna, jo ne kupijo zato, da bojo se lahko bahali s tem, da so lastniki ne vem česa. Oni pač stavijo na to, da bojo v določenem času, ponovadi se govorimo nekje med 10 in 20 leti, da bo vrednost tega narasla in to bo njihov posel. Ne morem verjeti, da bi zgolj bil tukaj v ozadju posel samo zaradi tega, da Luki, ki bi po letu mogli ponuditi maksimalno pogodbo, da bi bil to razlog, da so ga tradali. To bi bil še večji absurd, kot je že nasploh. Ne, iz denarnega vidika prav gotovo ne. Ker če je tistih 100 ali pa 200 milijonov dolarjev več, jih oni dobijo na 100 in način nazaj noter, če bi Luka ostal v Dallasu. Sej niso tudi edini financerji te njegove plače. Vse liga dobi denar v salary cap in bolj kot razmišljam, sam pa se bolj je nelogična poteza, ampak sigurno je v ozadju nekaj, kar... A ti, Gapi, najdeš, kaj je tvoja logika pri tem? Logika, da ni logike. Vi ste zdaj navedali vse v 15 minutah, še ne, vse ste navedali. Jordan je igral 6 let, pa ni osvojil nič. In je bil obraz franšize. Zdaj imamo Foxa, Lavina, imeli smo Duranta, rekel si O'Neala. Ni edin primer Luka Dončić. Je pa mogoče res, da smo mi malo bolj vezani, ker smo pa Slovenci in ker navijemo za njega, kjerkoli bo igral. In to dejstvo, to se vidi, mislim, da ste Tilen in isto rekli v prenosu, predvidevata 150 000 Slovencev.
je nehal slediti Dallasu, koliko so te številke resnične, jaz ne vem. Veliko je kle stvari, s katerimi se jaz absolutno strinjam. Kaj bo res pa čas pokazal? Dejstvo je, da čez 2 leti bojo senatorske volitve in družina Edelson je tretji največji finančni podpornik Donalda Trumpa, če se malo dotaknemo politike. In čez 2 leti bo to uzakonjeno, ker bojo pač oni tako hoteli, Trump bo pritisnjen, to bo, ampak zdaj, ali oni hočejo pripeljati franšizo ali pa odpeljati v Las Vegas, kjer je domicil oziroma sedež njihovega podjetja in je, mislim, da najbogatejše Las Vegaško podjetje, ki se ukvarja s hazarderstvom. Bomo videli, kaj bo od tega res. Da bi oni nekaj kupili, pa se pravi ta net income želeli dobiti, je seveda res, ampak se pa ne strinjam danes s tabo, milijarderji velikrat kažejo mišice drugim milijarderjem. Smo ponosni, imamo to, vi pa tega nimate, ker niste bili zraven, ker niste mogli kupiti. Koliko bodo oni vsi romašali Dallas Mavericks kot klub, jaz ne vem. Mislim, feedbacki so jasni, ljudje prižigajo sveče, nosijo truge, cela platforma, jaz sem bil tam leta 2019, se pravi na vzhodni strani, kjer je ta proti mestu gleda dvorana, so položeni dresi, merchandise od Luka Dončića je bil 5., mislim, da največji v ligi NBA od vseh, kar pomeni v Dallasu daleč največji. Spomnimo se, ne vem, ko je prišel Ronaldo v Madrid iz Manchesterja, oni so takrat, mislim, da ne vem, manj kot enemu mesecu zaslužili to, kar so za njega plačali. Samo s prodajo artiklov, vstopnic in bla, 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 bla. Tako da klej je absolutno finančno nelogično poteza, ampak jaz bi recimo tole bi se spotaknil. Jaz mislim, da Nico Harrison, ki ga zdaj vsi ne maramo, enostavno ga nočemo videti, ne maramo ga, je eden od večjih sovražnikov slovenskega športnega naroda, je pred 14 dnevi eni naši kolegici izrazito jasno, citiram, rekel, jaz sem ponosen, ker imamo v klubu tazga košarkarja, s katerim bomo osvojili championship. Čez 14 dni ga treda. Jaz mislim v tej nekih prepletan teoriji zarote, da niti on ni direkten odgovoren, on je samo izvrševalec vsega tega, kar so... Ni bil on tisti, ki je pržgal, mislim, on je pržgal zeleno luč na koncu. Ker nekdo more, ker on je GM. No, tukaj se ne strinjamo, ampak ni pa on bil tisti, ki se je odločil za ta trade. Se pravi, da ne, ja. Seveda je on, ki se je odločil za ta trade. On je dubu zeleno luč, ampak ok, nadaljuje. Kako bi 14 dni se pravi, pol je pa lažnivi kluk, samo je pa z razlogom ga ne mara. Se pravi, je zavestno lagal, če se zdaj izkazali, da so te pogovori trajali že približno mesec dni. Iz tega konteksta lažnivi klukec, pa zdaj neke osebne užaljenosti. To, da nek GM PR-ovsko odgovori nekmu neznanemu novinarju iz neke Zulu Kafrije, kar za njih Slovenija je, ni nič nenavadnega. To lahko dobiš tak odgovor kjerkoli. Kaj pa bo odgovoril? Maja Hrvatin ga bo vprašala, pa bo rekel, veste kaj, mi pa že en mesec razmišljamo o tem, da bi mogoče Dončić prekinili svojo romanco z Dončićem. Mislim, ne bi zdaj tlele omedlevu zaradi tega, ker je nekdo podal PR-ovski odgovor. To, kar bi jaz rekel, je, da je ta poteza absolutno dejstvo, da so se pri klubu odločili, da pač niso, da ne verjamejo več v prihodnost za Luko Dončića. Mi lahko zaradi tega tle pademo po tleh, ampak to je odločitev. To, kar mene zanima, je, da je to še, kljub temu, da racionaliziraš ta kontekst, je to še vedno nora odločitev, ker obstaja razlog, zakaj se takšne menjave v NBA-ju ne dogajajo. Ti si imel razne problematične... Takšne menjave pravzaprav sploh blošenje v zgodovini NBA. Se pravim, da je razlog, zakaj je sploh še ni bilo. Edini človek, ki je zavrnil Supermax, pa še to ni ista situacija. Je ironično ravno Anthony Davis, ampak se pravim, tista situacija je popolnoma drugačna. To, kar je krovno dejstvo, je, da so se oni odločili, ker jaz ne mislim, da je problem v financah nekomu dati $350 milijonov, ker to so vedno samo odstotki salary capa. On po kriterijih mu pripada 35% od celega salary capa in to znese v tako cifro. V 2 letih bo salary cap šel to gor, da bo tudi ta cifra ekonomsko mnogo znosnejša, kot je v tem trenutku. To, kar so se oni odločili, je,
Če ti nekomu daš 350 milijonov dolarjev, to pomeni, da si skupaj. Ti si v športnem smislu poročen. Ne? In oni so se odpovedali temu in ugotovili, da imajo boljšo možnost z nekom drugim. Ta del je meni neverjeten, ker še enkrat, obstaja razlog, zakaj v tej ligi, ki zdaj že skoraj 80 leti traja, ni nikoli takšnega trejda. Ja. Zaradi tega, ker to cel kup stvari, a veš, Dani, pa kaj zdaj ti je pa to pove? cel ekonomski oddelek Dallasa je na zadnjih nogah. Oni ne vejo, kako bomo zdaj prodajali robo naprej, komu, kaj od Anthonyja Davisa dres, mislim, to so ekonomsko neprimerljive cifre. Detoniral si navijaško bazo, še posebej mlajšo, ki je veliko bolj vezana na ime, kakor na klub, ne? Ker so, a veš, tam psi po Dallasu okoli hodijo, ki jim je Luka ime. Tam se rojevajo otroci, ki jim je Luka ime. Se pravi, Luka je ikona skupnosti in temu se ne odpoveš kar tako, zaradi tega, ker misliš, da je mal preveč burekov pojedel, pa piva popil. Mislim, to so take oslarije, Ostanemo pri izviru. Ti si vse navedel, vse kar je res. To so vse fakti, o katerih vemo. Ampak se ne strinjaš, da so Edelsoni to naročali, ne strinjaš se, da želijo... Kje smo zdaj? Ne, jaz mislim, da Edelson je poslovna. Ne verjamemo Luku Dončiću, ker ima 10 kil preveč in zato smo ga tradali. Ampak trade je bil samo v eni smeri. Pelinka je dober friend. Apropo te fizične pripravljenosti. Kaj Dallas ne verjame? Kaj Dallas ne verjame? Kot organizacija, kot franšiza. Jaz osebno mislim, pa to je izključno in samo moje mnenje, je, da je tukaj prišlo do resnega kratkega stika v, rečemo temu, kemija med Luko in Harrisonom. Ok, GM odloča o strategiji, športni strategiji kluba, ne? Seveda. Pa se ti zdi, da je Harrison res tako vpliven pa močen v klubu, da bi se Luko lahko na ta račun, da bi v tem To ne more biti njegova odločitev. To nikakor ne. Tega tudi nisem rekel. Jaz sem rekel, da je Nico Harrison glavni driver te odločitve. On je moral prepričati lastnike, ne obratno. Se ne strinjam. Pač moje mnenje. Jaz tudi nisem čisto prepričan, da ni treba biti prepričan. Driver, ok, dobra beseda, on je pelot, on je vozil, on je imel volan v roki, ampak zato, ker je on po funkciji tam taki. Misliš, da je Patrick Dumont njega klical in je rekel, hočem, da mi tega tipa odpeleš stran? Ampak glej, se ti bomo v bistvu eno vprašanje na vprašanje postavili. Njega je gospa Edelson nastavila, on je kaj mož od hčerke. Dallas bi lahko ta posel speljal tako, da bi dobil točo nekih prvih pikov za Luko, da bi dobil enega vrhunskega in predvsem verjeten playmakerja, ki ga bojo zdaj nujno rabili. Zato pa vem, da je Harrison driver te odločitve, ker oni so hoteli Anthonyja Davisa. Oni niso hoteli nekoga drugega. Oni so hoteli Anthonyja Davisa. Zakaj? Zato je šla stvar v tajnosti. Zato se niso pogovarjali z nobenim drugim klubom. Seveda. Ker njih ni zanimalo toča izborov v prvi rundi. Sej to je zdaj v bistvu, kako si to razlagaš? Zakaj? Ja, tle treba par stvari vedeti. Prvič, Nico Harrison je zaljubljen v Anthonyja Davisa že od časa iz Nike. Jason Kidd je zaljubljen v Anthonyja Davisa, z njim je osvojil naslov 2020 v mehurčku, bil je del trenerskega štaba, ga zelo dobro pozna. Tretja stvar je to, kar je v javnosti najbolj, bi rekel, elokventno predstavljeno in to je, da je obrambna luknja, ki nastane s tem, da sta Dončić in Irving istočasno na parketu, preprosto prevelika, da bi se preskočila zadnja stopnička. Mi vsi govorimo o tem, še pred pol leta je bil v finalu, ampak oni govorijo o nečem drugem, oni govorijo o naslovu prvaka. Mislim, jaz zdaj skušam njihov racional nekako besediti. Se pravi, se ti zdi to nekako, ko bom rekel, racionalna odločitev zgolj po športni plati? Ne, on hoče pač njihove argumente hoče povedati. Zakaj so se oni tako odločili? Meni je to edina logična razlaga
zakaj so se tako odločili. Ne? In na nek način so jo že namignili in jaz mislim, da je to šlo v tej smeri. Meni se še zmeraj zdi noro, da se odpoveš generacijskemu talentu, ker ko ti postajaš športni direktor v košarki, je to bolj ali manj prva stvar na tvojemu spisku želja. Če se ti slučajno poklop, da dobiš generacijskega talenta, ki bo obraz tvoje franšize za desetletje ali dve, je to v bistvu največja stvar. Zato sem prej govoril o kemiji. Jaz mislim, da po domač povedano, jaz mislim, da je Dončić moral žiti že tako na živce Niku Harrisonu in tej ekipi, da so se odločili za moje pojme na pol ali pa celo v celoti iracionalno. In zato niso piki, zato ni zraven Davisa še. Ti moraš nekaj vedeti. Ti, če gremo na pike, pomeni, da si pristal na rebuild. Ja? Dallas ni pristal na rebuild. Dallas hoče zdaj zmagati. To so tudi jasno povedali. Zgodba naslednje sezone. Glavni igralci so itak toliko stari, da če v roku 2 let in pol ne osvojijo, grejo v rebuild. In če si se že odločil, da se razideš z generacijskim igralcem, kar je že samo po sebi neverjetno in nikoli prej videno, potem mora biti kontra v tež temu neki orang. In neki orang v tem primeru pomeni osvojiti naslov. Ne? Ti ne moreš reči, razšli smo se z Dončićem, zdaj pa imamo 10 izborov in naša prihodnost je nekako poslana. To nobenega ne zanima. To bojo še 15 krst pripeljali pred dvorano. To bo še večji revolt. Edina stvar, ki je lahko proti vtež temu je, da tukaj zdaj takoj osvojijo naslov. In to je ta nor rizik, ki se ga Nico Harrison gre, in ki ima seveda proti posledice tako vseobsežne, da dejansko kocka ne samo s svojim renomejem, ampak dejansko možnostjo, da še kadarkoli kaj podobnega v smislu službe opravlja. Ja, zato je to v nekem, po mojem mnenju, je to zelo korajžna poteza, pa tega ne rečem zato, da bi pohvalil Harrisona. Jaz mislim, da je to nekaj, kar se ne odločiš kar tako. Ne? In tako jaz to stvar vidim. No. Ja, okna prav ne bojo dolg imeli odprtega, da nekaj osvojijo. Imajo ga 3-4 leta. Jaz mislim, da ima letos plus naslednjo sezono. Potem bojo letele goreče skere. Sezono zdržal, koliko je steklen. Plus še 2, no, tako nekako ne bi bil cilj. Vse o tem zdaj lahko se pogovarjamo. Hudičevo srečo bojo imeli. Mi zdaj lahko analiziramo, gremo Dallasovo igro analizirati, tako ne vemo, milijone njih vprašanj sem hotel sam dodati, da druga situacija je bila, ko je šel, govorimo efekt množice v Dallasu, še hujše je bilo, ko je šel LeBron v Miami, ampak to je bila njegova želja takrat. On je bil free agent. Ampak hočem reči, da je efekt množice je bil pa... Je pa Cleveland malo manj gorel. Je pa gorel, treba po noči res gorel, tam so pa sežigali njegove adrese iz sovraštva, ker jih je zapustil. Pa so jih čez 4 leta spet nazaj oblekali. V glavnem v tem trenutku mislim, da se najbolj smeji lastnici LA Lakersov pa Robo Pelinki, pa dresi se bojo prodajali zdaj 14 dni. Dve ženski, on je šel eni ženski, druge. Da sam zaključimo tam, kjer smo nehali, se lahko Guldi uskočiš. To je nekak konstelacija zdaj te cele zadeve. Jaz bi mogoče se s tvojo teorijo, se mi zdi tako še najbolj blizu temu. Imamo res občutek, da so po moje na Lukata, kar se tega tiče, toliko časa pritiskali in da je res pač kemije tlele ni bilo, ker so videli, da nekako ne morajo glede tega prideti skupaj. Tako da mislim, da so bili res potem na koncu že tako, da je pač Luka rekel, lej, pač jaz tak sem, jaz tok dam, treniram gor dol, v obrambi nikoli ne bom. Tretje najviše povprečje po točkah v zgodovini lige, pa drugo najviše v play-offu v zgodovini lige. Nikoli ne bom Michael Jordan, ki je bil in v napadu in v obrambi, pač tak ne bom, sprejmite me takšnega, oni so pa iz njega hoteli narediti, pač, da bo še v obrambi, ne vem kaj, ampak... A veš, zaradi tega tudi meni ne pije vode, ker to prije kot argument. Oni so bili po lanskem tradu, ko so pripeljali Gafforda pa Washingtona, oni so bili tretja obramba lige. Oni so v play-off vstopili kot tretja obramba lige. Mislim, o čem mi govorimo?
Ne, meni se zdi, da so oni gledali ta finale, ne? Finale proti Bostonu, tam pa dejansko se je pa res poznal, ampak jaz mislim, da je bila težava, da Luka ni bil zdrav. Tam so njega res, se so zračunali. A ti misliš, da če bi bil Luka zdrav, bi oni Boston premagali? Ne, ampak bi se mogoče v obrambi malce, bi se lahko mogoče bolj upirali. Oni so verjetno gledali to, kar so Američani zbrskali, da je pač Luka postavil rekord po številu, koliko so ga v finalu prebili največ v zgodovini. To so Američani pač zbrskali in verjetno so to oni s tem operirali, ampak Luka je bil na eni nogi je igral. Pa poleg tega ima pač Boston tako neugodno igro, 5 šuterjev, nikoli ne veš, in ko enkrat Luka te prebiješ, ker žoga kroži, pa njih kroži, so bili skozi sami na šutih, take ekipe ne moreš premagati. Tako so bili sami tudi proti Indijani, tako so bili sami tudi proti New Yorku, in tako so bili sami tudi proti Milwaukeeju. Se strinjam, samo oni zdaj pač iščejo neke, da imajo neke argumente, ampak za mene ta ne pije vode, ker je Luka igral poškodovan. Ne, pa se oni morajo argumente, se to logično, oni se morajo vse tem napadati. Ampak mi se zdaj pogovarjamo o Dallasu, zdaj moramo se pogovarjati o Lakersih, ker je to bila direktna naveza. Lakersi v končni fazi morajo reči se Dallas je iniciator vsega tega. Lakersi vedno rečejo. Lakersi po moje pa ni mogel verjeti lastnim ušesom, če mu je on rekel. Jaz sem recimo včeraj poslušal Čaka, našega Barkleyja, ki je pač en klovnček in smeško, ampak ima pa velikrat prav. In zdaj mi je prav rekel, zdaj imamo pa 2 igralca, ki sta popolnoma enaka, se pravi konstitucijsko, fizično, se pravi podobno enaka višina, rabta žoge, se pravi 2 žog nimamo pod košem, do četrtka imamo čas, imamo problem, kdo bo, bo to Luka Talo, ampak bo tudi LeBron hotel. Skratka, point je v tem, ali je želja Lakersov, jaz mislim, da imeti obraz franšize, ko se bo čez en let LeBron upokojil in bo on fural, prej ste rekli, Saša je rekel, 3 najbolj pomembni klubi so, Boston, Knicksi pa Lakersi. Lakersi so daleč najbolj glamurozen. Knicksi niso niti... Samo malo. Ja, to je on rekel. Niki so zaradi tržišča. New York je pač New York specifičen klub. Ampak Lakersi so daleč najbolj glamurozen klub v zgodovini lige NBA. Pa še Dončiću biti tam verjeten, zdaj problem pri tem selitvi in gor dol, pa čustven del, ko ni več v Dallasu. Ampak jaz mislim, da je želja Lakersov, ko enkrat LeBron ne bo več del lige NBA v taki obliki, kot je danes, mogoče bo lastnik, mogoče bo trener, ne vem, da Luka pelje to franšizo naprej kot obraz. Še odlično izhodišče ima Luka, glede na to, da mu je rekel. Prva želja na seznamu želja športnih direktorjev je imeti generacijskega igralca, ki bo ne samo obraz tvoje franšize, nego, in to je mimogrede tudi Lukova dediščina že zdaj, on lahko lastnoročno razstavi ekipo v play-offu. To smo že parkrat videli. Predlani je bil to Phoenix, ali pred 3 leti. Lani je bila to Minnesota, do neke mere Oklahoma. Poleg tega, Lukova sposobnost, da poprečne svoje igralce dvigne za 20-30%, je ravno tako zelo dobro dokumentirana. To Pelinka vse ve. Lakersi vedno rečejo temu. Vedno. Ni je franšize, ki bi rekla ne. Takšni situaciji. Ker je to tist. In Lakersom se je, če lahko po domač povem, Marija prikazala. Oni so bili obsojeni na nerelevantnost naslednjih najmanj 7 do 10 let. Vsej te godli se sliši neverjeten, da je Luka izšel kot največji zmagovalec, z njim pa Lakersi. Jaz osebno mislim, da je to za desetletje. Jaz osebno mislim, da je to za Lukata zelo dobro. Ne vidim razloga, zakaj ni za vsakega človeka na tem svetu lahko samo dobro, če padeš iz nekega piedestala in se soočaš z nekakšno realnostjo, ki je zate boleča. Jaz mislim, da je tukaj to priložnost za izredno osebno rast. Poleg tega, tako kot si ti, Mohi, rekel, njega niso poslali v gozd sekati drva. Njega so poslali v Los Angeles Lakers. Njegove možnosti so skokovito poskočile. Skokovito poskočile. Če se je Dallas moral na pol prelomiti,
da je nekak ekipo sestavil okoli njega, bo šlo to tle lažje. Zaradi tega, ker to je destinacija, kamor ljudje radi prihajajo. Dallas, preden so dobili ta trade, spomnim se njihovih izjav. Nikoli nobenega v free agencyju, nikogar. DeAndre Jordan je bil, kot da ga je Bog poslal, pa se je zadnji moment premislil, pa so pol še en let želvali. Nihče tja ne pride. Tukaj bo to lažje. Ne? Poleg tega jaz mislim, da imajo celo tudi eno tako mehno, sicer ne veliko, ampak mehno možnost, da že letos naredijo kakšen rom-pom-pom v play-offu. A je do četrtka, a ne deadline? Verjetno enega centra bojo rabili. Ne bi bil presenečen, če bi bil Nick Claxton že jutr tam, ali pa če bi jim ratali kako kapelo prepeljati, ali pa nekaj, kar je dosegljivo. Claxton se govori se danes je prišel van direktno. Brooklyn ima razprodajo, oni so se odločili za to, da je zdaj konc te zgodbe in gremo z 100 nabori, to sem se hotel prej še vrniti, zakaj oni niso zdaj dobili nazaj. Ja, vsi so paf, vsi to vidijo kot na nek način zanemarjanje dolžnosti skoraj generalnega menedžerja, ampak ravno zato Anthony Davis, noben drug. Seveda. Noben drug. Kljub tveganju, da je celo steklen, da je priznal, da so se v tajnosti že prej pogovarjali. Priznal in z nobenim drugim. En mesec je to ostalo v tajnosti. Vsi analitiki v Ameriki vejo, če bi ga dali na tržišče, bi dobili 10-krat več. Seveda. Za Luko. Ampak Dallas noče te kombinacije. Ja, oni so pač hoteli Anthonyja Davisa. Ampak z Davisom bodo dobili mogoče na obrambi. Kaj pa napad? Kaj pa napad brez Luke? Zdaj pa vi to meni povejte. Čakaj, Davis, to je spet en ogromen rizik, rizik, da boš te vsi centri brez Lukata, a veš, koliko so, kaj je Lively Gafford brez Lukata, a veš. Kari smo slišali je zahtev, počakaj, Kari je tudi zahtevo trade, ampak tudi če ostane, Kari sam na playu, vemo, da nima takega pregleda, takih asistenc, ki jih daje Luka Dončić. On vemo, da si rad sam kreira svoje mete. Dinvidi pobezla, kaj boš z njim? Dante Exum, mislim, dejansko na playu, kar rabiš, da bo te povezal v napadu, jih nimaš. Mi si želimo, da bo to noro zanimivo gledati. Se to zdaj nobenega slovenskega ljubitelja košarke več ne briga. Govorimo o Niku Harrisonu, ko mu je bila glavna pač obramba. Mogoče bo obramba res malo boljša. Obramba bo spektakularno dobra. Ampak v napadu oni ne bojo mogli delati to, kar so delali z Lukom. Jaz pa mislim, da bo Dallas imel Hudičevo dobro. Praviš, da je to res? Mene osebno to neverjetno zanima. Res. Jaz ne vem za vas, jaz ne bom zavzel vloge užaljenega Slovenca. Mene to strašno zdaj zanima. Nismo užaljeni, ampak samo hočem reči, kolikor on poudarja to obrambo, bi mogel tudi povedati, priznati, da je razkeral, da bo v napadu veliko zgubo. Viš, tega pa ni uponeč. Jaz le stvari malo poznam, ker že dolgo to spremljam. Oni vedno gledajo na to, a imamo rešitev za Oklahomo, a imamo rešitev za Denver. In to je njihova logika. Oklahoma je nizka. Oklahomo daš, Dallas je zgubil 6 od zadnjih 8 tekem. Kaj sta edini 2 zmagi? 2 proti Oklahomi. Oni zelo dobro igrajo proti Oklahomi, ki je number 1 ekipa na zahodu zdaj in skupaj s Clevelandom number 1 ekipa v ligi. Oni jih premagujejo. Kje je imel Jokić, kje je imel Denver največje težave? Ko so Lakersi osvojili naslov, ko so bili od spodi Anthony Davis, Dwight Howard, JaVale McGee, velika atletska telesa, ki se rotirajo ves čas na Jokiću. Takrat je imel Jokić največje težave. In oni tako razmišljajo. Kaj je naše orožje za Oklahomo? Kaj je naše orožje za Denver, 2 najmočnejša nasprotnika v play-offu, ki jih Dallas lahko ima? In postavi se v njihovo vlogo zmagati zdaj. Zmagati zdaj. Morajo play-off prideti. Pa tudi, če prideš v play-off, lahko dobiš nekoga drugega, lahko dobiš Minnesota, lahko dobiš... In kaj je ta isti Charles Barkley še rekel, ko si ga prej omenil? On je rekel, da je s to potezo Dallas na drugo najmočnejša ekipa na zahodu. On je samo v tem povedal, da sta 2 pač enaka košarkarja, enakih dimenzij kakovosti, enakih potreb. In
podobnih nalog na igrišču, da to bo zanimivo. Je pa vesel, je pa rekel, da je pa vesel, da bosta LeBron pa Luka. Veš, zakaj sem pa jaz recimo vesel? Ne? Prvič, Luka ima kar nekaj obseb, številka 1 avtoriteto okoli dolgovečnosti in dolgotrajnega zdravja in nikoli biti poškodovan, ki je hkrati tudi njegov idol. To je eno. In drugo, zdaj ne mislim šla. Predvsem je samo eno težavo. Ta težava je, da so vsi ljudje na takšnih tržiščih, kjer so pričakovanja nenormalna, ne, kakršno je Los Angeles oziroma Kalifornija oziroma navijaška baza, ki jih imajo. Vsi ne zdržijo tega pritiska. Ne. Čeprav Luka meni ne deluje, da bi padal pod težo teh pričakovanj. Glede na to, da je on vajen tega od majhnih nog, je vodja, kjerkoli je bil, je lider, je glavni, je on ima to redko sposobnost in to je še ena stvar, zaradi katere jaz nikoli ne bom razumel te odločitve Dallasovega vodstva. On je en redkih zvezdnikov, ki ne pade v play-offu, nego dvigne svojo igro za en nivo. Ne? Pa se to je že znano, da on pod pritiskom igra še boljš. Da on v bistvu se igra košarko, da ne čuti pritiska. In to je po moje res... Kako je to pomembno v play-offu? Los Angeles je po moje res za njega idealna. Mi Luka, kamo damo v isti predalček točno te forme, ki jo še dvigne in ki ga zaiskri, kamo doda ogen in s Jordanom in s Kobejem, ki sta letela takrat, ki je bilo največ ljudi, ki je bilo največ pritiska, to je ista kategorija. Hotel sem samo reči, da Luka še nikoli od odhoda iz madridskega Reala, kjer je v bistvu bil njegov mentor Ljul, govorimo pozicijsko, nikoli še od prvega dne v NBA-u ni imel tazga superstarja, tako dominantnega igralca, govorimo zunaj terena in na terenu, kot je LeBron James. In jaz verjamem, ali pa bom rekel, upam, da bo Jamesovo ravnanje in njegov pogled dvignil našega Donketa. Jaz mislim, da ja. In da bo on absorbiral in ga do neke mere jaz mislim, da se Barši tle močno moti. Da je dobrodošlico, by the way, že izrekel LeBron. Ne. No, to je pa mal problem, ne? To je ena stvari, ne? Veš, mu je. Ja, mislim, javno ne vemo o tem. Nikjer noben ni to, ne vemo, ne? Ja, ne vem, ne, pa nitko ne pomembno. Nitko ne, jaz mislim, da bi mogel takoj mu dati, da ga mal dvigne. Mislim, ni sporno, da LeBron zelo spoštuje Luko, ne? Se to je bilo videti večkrat, pa tudi v njegovih izjavah po vse. Zakaj ga pa ne bi pozdravil? Anthony Davis je bil njegov bar. Javno ga še ni, lahko da ga je, osebno javno ga ni. A ti misliš, da LeBron... Vse mu je jasen, kar se posla tiče. To mu je vse jasen. Kaj misliš, da je užaljen? Nek statement pa daš s tem, če si tih. Ja, lej, v času teh družabnih omrežij pa vsega tega to, da je Pelika rekel ja temu tradu, je po eni strani zaradi tega, ker nikoli ne rečeš ne takmu tradu. Po drugi strani je pa to dokaz in ne samo dokaz, to se je že nekaj časa kuhal, ampak to je končno priznanje, da ni več vere v to moštvo. To moštvo več naslova osvojilo ne bo. Anthony Davis in kaj pa, če ga bo? Ja. Čakaj, nikoli ne reč nikoli. No way. Dal ti bom samo en primer, ki mogoče na prvo žogo s košarko nima nobene veze. Primer, ki bo kaj mi pokazal, da so Lakersi favoriti za naslov. Ne, še zdaj, ne, letos sigurno ne, bojo pa zgradili ekipo, to pa ne dvomam. Govorimo o tem, če bi Davis ostal. O tem govorimo. To je bila izrečena nezaupnica temu moštvu. Jaz mislim, da LeBron ni zato izrekel dobrodošlice, ker je užaljen zato, ker vedno do zdaj, ne, prvič to, drugič pa bolj to, vedno do zdaj je on odločal, a kdo lahko pride, kdo ne, je sodeloval vedno v pogovorih in dal žegen. Tle je bil pa na stranskem tiru in je, mislim, da užaljen in zaradi tega ne komentira, niti ni se zahvalil Davisu. Kar pomeni, da je konc powerplaya Clutch Sports agencija. Vemo, koliko je on hotel, da Davis pride in tako je prišel, sta osvojila naslov, tega se ne pozabi. Ja, seveda, da ne.
ko en igralec, ko ga pošljajo drugam, bi bilo logično, da se mu on za to mogoče tudi zahvali, pa se ni, ne? Ker je po moje prav iz tega razloga užaljen, ker njega nihče nič ni vprašal in je zvedel v restauraciji po tekmi z Povedano drugače, po 6-7 letih je Rob Pelinka sporočil LeBronu Jamesu, od tega trenutka dalje je naša prioriteta dobrobit franšize in ne tvoje pasivno, agresivno agitiranje za vsak trade, za sina. Tudi z te strani lahko vodstvo Lakersov, razumeš? LeBron in ostali so že tako dolgo temu poslu, da jim je to jasno. In svet se bo vrtel naprej, prespal bojo vsi skupaj in šli bojo naprej. Hotel sem ti dati eno anekdoto raven zaradi tega, ne, franšize ostanejo. Se mogoče ni direkten primer, ampak v ameriških profesionalnih športih to ni nič nenavadnega. Mi samo tako čustveno gledamo na to, zato ker je pač naš as. Ne, to se ne strinjam. Tradi niso nič nenavadnega. Par let nazaj. Prodati Luko Dončića nekomu je zelo nenavadno. Ti bom povedal, ta primer. Par let nazaj so Boston Red Sox prodali Mookieja Bettsa, oziroma niso ga prodali. Tradali so ga v Los Angeles Dodgers. Ampak z Mookijem Bettsom so osvojili naslov. Ne, niso. Mookie Betts je bil generacijski igralec, na katerem bi Boston Red Sox bila franšiza za nadaljnjih 10 ali pa 15 let. Zato, ker bi 2 leti mogli plačati davek na dobiček, ne, oziroma tisti, ki so prekoračali budžet, ker je tudi v bejzbolu zdaj imajo ravno tako budžete, so ga tradali v Los Angeles Dodgers za 3 igralce, od katerih 3 ni več nikogar v Bostonu, pa nobeden ni karijere naredil. Finančni vidik bil glavni razlog. Zgolj. Samo zato, da jim ni bilo treba davka potem nadaljnji 2 let plačati. Tukaj pa vemo, da finance nimajo s tem nobene zveze za tistih par 100 milijonov. Hočem povedati poanto tega, da svet se bo vrtel naprej. Ne, svet se bo vrtel. Boston Red Sox počas znova postajajo relevantna franšiza, LA Dodgers so pač trenutno daleč najboljši bejzbolski vse jasno. Edin, kar res protestiram je, tradi so res nič nenavadnega. In Dallas Mavericks imajo za moje pojme s prihodom Davisa odlično ekipo. Samo veliko vprašanje je, a se bo to tveganje Harrisonu splačal, ta poker, ki ga igra z igralcem, ki je izjemno steklen, ko vsako leto spusti ulala tekam, če bo zdrav, da bo Dallas v tem oknu lahko nekaj. Njega se res čaka, a bo igral, ne boš, ne vem, na vsako 8. tekmo. Ne, lani je igral 72 tekem, to je bilo prvič po 6 letih. Koliko časa to verjetno? Ja, po 6 letih. Kar se pa tiče Goldi, ti vprosti, ki si rekel, da so samo obrambo dober, kakor vem, je bil Davis, a ni letos bil najboljši strelec Lakersov, a ni imel 25 točk na tekmo povprečje. Anthony Davis je fantastičen igralec, da se razumemo. Anthony Davis je nekaj, kar bi vsak klub padel po tleh, če ga lahko dobi. Ti ne smeš primerjati Davisove točke pa Lukove, kaj Lukovih je več. Luka je odgovoren za 3/4 točk Dallasa. Ne, Davis bo pa v njih svojih dal sam, Luka jih pa sam da 30 plus še 50 zrihta. Anthony Davis je fantastičen igralec, ni Luka Dončić. Mi se pogovarjamo o tem, če bi Luka Dončić, ko bo zaključil kariero, bo en 15 najboljših igralcev vseh časov, Anthony Davis ne bo. Ampak mi se pogovarjamo o tem, da se ne bomo zdaj pripletali, da če bi Luka pa Anthony skupaj igrala, on še ni imel tazga igralca na poziciji 4 pa 5. Je res? Ni ga imel. Ni ga imel, ne? Ni ga imel. Če bi ona da bila v isti ekipi, bi se takoj pogovarjali, to so pa kontenderji za naslov, če so zdravi. A veš, v takem bo. Mi ne rabimo obrazložitev, ali je Davis slab, ali Davis je vrhunski igralec. Nedvomno tudi zdaj na olimpijskih igrah pokazal svojo vrednost. Da mora imeti v Dallasu, veš, takšne vloge, kot je imel Luka, ne? To hočem povedati. Tudi če bo v obrambi malo dvignil nivo. Noben je rekel o tem. To je iluzorno pričakovati, se to ne bo zgodilo. Se ne more imeti, ne, se jasno. On ni tak tip igralca. Če bo Dallas prišel letos v play-off, pa če bojo dobro igrali, bo ta zgodba pozabljena, ne bo pozabljena, ampak sigurno se bojo pa glave ohladile čez čas. Ne, to se bojo vprašanje. Ohladile že, ampak pozabljena nikoli ne bo. Pozabljena nikoli ne bo. Jaz sem preposlušal enih odzivov zdaj v zadnjih dneh res veliko
tudi enih zelo prominentnih javnih osebnosti, ki so hkrati tudi navijači Dallas Mavericks. Oni pravijo, da naslov letos ne bo odtehtal tega, kar se je zgodilo. Za primer so dali, da je to približno tako, če bi Dirka Nowitzkiga leta 2006 tradil, pa bi pa 2007 pa 2008 Dallas Mavericks osvojili naslov, pa so rekli, da ta dva naslova ne bi bila pol vredna tega. Ja, ampak Dallas je eno kapitalno napako naredil takrat, ko so Jasona Kida tradali na vrhuncu karijere. Dobro, a veš, napake iz Dallasa. Ja. Lej, mislim, on je imel Dirka, ne? On je šel z Dallasa kot 40-leten igralec. No? On je imel Terija, veš. Dejstvo je, da je Dallas, če tako pogledaš, NBA periferija. Dokler ni prišel Dirk in potem je bil spet predestiniran, da je periferija in je prišel Luka. Zaradi tega to poudarjamo, zato je toliko manj jasno. To je nekaj, kar generira interes okoli tega. Tega se ne da kupiti. Dallas se je, dokler se jim Dirk ni prikazal, desetletja boril z nerelevantnostjo v mestu, ki je popolnoma posvečeno Dallas Cowboys, kjer tudi Dallas Stars so imeli na trenutke, hokejsko moštvo je imelo bejzbolska ekipa se je mogla preseliti 50 km stran iz Dallasa, ker so bili v taki senci, so šli v Arlington. Tako. Ti še danes pogledaš, recimo, njihov merch store, ne? Je v 70% je NFL, ne? Oni imajo skupen merch store. Zaradi tega vam pa trdim, da generator te odločitve ni bila družina Adelson. Jaz pa ti težko, Dani, se strinjam tukaj s tabo, a da ima res Nico Harrison tako bjanko menico, da lahko sam potegne tako ti se zaženeš in pol ne pustiš nič. Ne, mene zanima, kaj Guldi, a se Guldi strinja. To nima veze s tem. Nico Harrison ne more sprejeti sam te odločitve. To je jasno. Ampak nekdo je mora biti iniciator. Ni bilo obratno, ni se družina tako odločila, pa je Nico Harrison dal zeleno luč. Ne, pa sej Niko je povedal, da sta ona dva s Pelinko, ker sta prijatelja, sta se pogovarjala in mu je namignil v hecu to, da bi to naredila. Dobro, ja, verjetno je veliko laži, ampak verjetno veliko, da delaš stran od te resnice, pa verjetno ni, da je bilo pač. Zakaj je to ostalo tajnosti, tudi ni težko razumeti, ker kaj bo Pelinka šel govoriti. Pelinka je imel možnost, Luka Dončić, zame, pa sam zame, da bom šel enemu povedati. Ja. Tako je bil skočil v stari klubi, ne, pa razumeš. Mraz je letos prišel že. Ja, seveda je prišel za januar. Nepomembno, kdo je zdaj bil, kdo iskrca prižgal, ali bi to Harrison, Sabledelson in mogoče Jason Kidd. Zeleno luč so prižgali lastniki, tega ne more prižgati Harrison. Ti si tako pripričan, lahko se strinjamo ali pa ne. Vemo ne? Ne vemo ne? Ne vemo. Ali je Jason Kidd se strinjal s tem ali ne, tudi mogoče ne bomo nikoli zvedeli, razen ko ne bo več trener Dallas Mavericksov. Je pomembno zaradi tega, ker ti na njegovo prihodnost. Na zdravje. To na koncu. Pa šefu bi rekel, da ne malo honorar poviša, ko bo treba dres kupiti od Lakersov. Bomo kupali, ni panike. Ne, hočem reči, da v končni fazi je nepomembno in tudi mi ne bomo zdaj ta moment, niti čez en teden zvedeli, kdo točno je bil glavni razlog. Mogoče pa čist nekaj, kar nas bo osupnilo, kar nas bo presenetil. Ti si prej govoril, Boštjan, da je pripeljal kondicijskega, on že ima Slovenca tam, ki skrbi za njega. Vse njega mislim, ja. Vse mačka, z madridskega Reala si rekel. Ne, iz madridskega Reala je imel fizioterapeuta, nutricionistko. On ima veze z Realom. Recimo, kaj bo z Anžetom Mačkom, kaj bo z Markom Miličem? Sicer to ni naša stvar. Jaz tudi do konca sezone, ne, verjetno. To je čao, Miki, kaj, seveda, absolutno. Veš, kaj se recimo neki podrekari Luka tam, to, da v Dallasu ne bodo več Dragani Mirković poslušali, to je jasno, ne, okej. To je on spredu. Kar se Nika Harrisona tiče, ne, zdaj velike nekih teh konfuznih ali pa realnih situacij, jaz sem recimo včeraj zvečer v lovu, da je žena Nika Harrisona bila blazno zaljubljena v Dončića in da je on bil še bolj tok alergičen na tega fanta, verjetno še kaj zraven bilo, da je Nico Harrison, ko je prišel v front office, je žena prišla pa rekla, where are you my man, Niko Dončić, ne, da je on je bil strašno alergičen na to. Da ta Nico Harrison, za katerega Saša rekel, da nima, on je nekaj igral, on je vse igral, 15 let je igral basket, nekaj je preigral, ne, ni zdaj glih analfabet
Ampak je pa recimo glavni kilc sem to, da spoznamo tega človeka, katerega nastop na ta presica je bila zame nebuloza, od prve črke do zadnje črke. Zame ne, ampak ok. Zame pa ja. Sprenevedanje in nič ni direktno povedal, vse to argumentirano za to, da ostaje pri tej odločitvi. Ampak on je 2013, to smo se prej pogovarjali pred oddajo, glavni in edini krivec za Steph Curry ni podpisal za Nike, ampak je potem dvignil Under Armour na blagovno znamko, ki je bila takrat nič nepomembna v svetu atletke, mogoče v svetu basketa pa sigurno. On je naredil, to je bil ni bila tiskovna konferenca, ampak v bistvu nek predstavitveni marketinški brief z novim playerjem, on je njega poimenoval Stefan, kot da je Francoz, to je prva stvar, kot druga stvar, ko so pa zalaufali video promocije za Stefa Curryja, se je pa pojavil Kevin Durant in potem je Del Curry rekel, on je miril Stefa, miril ga je, ne, cokaj sam pa rekel, ne, takole se pa ne moramo iti. In je čez en teden podpisal za Under Armour. In te napake je naredil Nico Harrison. Samo da bodo ljudje vedeli, o kom govorimo. No, čakaj malo, Gapi, ti si zdaj njega predstavil kot nekega papka tam, ki ne ve, kdo je Steph Curry. Eno stvar moraš vedeti. Takrat je bilo tako. Eno stvar moraš vedeti. Nico Harrison je oboževan okoli po ligi. Nico Harrison, jaz si povem. Nico Harrison je oboževan lik med GM-i, med PR-ovci, med igralci samimi. On ima izvrstne odnose z največjimi zvezdami. Ta njegova povezanost z vsem tem, ta njegovo insiderstvo in ta njegov izredno popularen status je Dallasu do točke, ko se je odločil, zame še vedno neracionalno, da se razide z Dončićem, ta njegov profil je Dallasu koristil maksimalno. Primerjati njegovo GM-ovsko delo ali pa s prejšnjo garnituro, lepo prosim, to sta dve različni stvari. Ja, se je veljal za rešitelja kluba. No, jaz sam hočem poudariti, da tlele, mislim, če boste vi navalivali, izvolite, pač imate vsako mnenje je samostojno, ampak jaz vam povem, če ne rabimo biti jezni na Nika Harrisona, ker je šel Luka v Lakerse. Mi smo definirali, hvala Bogu, on je šel v najbolj glamurozen klub in dajmo mu Ja, se strinjamo, samo zato moramo razumeti, da se Dallas enemu takmu igralcu pri toliko mladih letih, ki je lani popeljal ekipo v finale, 100 razlogov je za to, da se mu odpoveš. To je zame neracionalno dejanje. Ker se pač v zgodovini še nikoli nekaj takega ni zgodilo. Ja, pa obstaja razlog, zakaj se ni. Veš, se ti povem, Shaquille O'Neal je bil terenu peti, pa veš, koliko jim ljudem. Jerry Westu, Petu Rileyju, mislim, da ne naštevam. Kobe pa še verjetno najbolj, ne? Ja, ampak gre za to, komu boš zaupal, ali boš Kobe ali boš Shaq, ne? Ampak te ljudje, ki zdaj govoriš o njih, so zaupali Kobeju, zato je Shaq pol šel, ne? Ker je sicer zdaj rekel, nekaj, še ni en let nazaj, največje obžalovanje njegove, ker je takrat bil, dajmo reči, mangup, da ni vstal, da se ni prizemljal, da ni bil malo bolj odprte glave in dojemljive glave, da ni vstal, ker je rekel, mi da bi usvojila serijsko. Ampak oni so izbirali med dvema, so se odločili za mlajšega, ne? Dallas se je pa odločil za starejšega, zato, ker je njihov cilj, ki je star 22, te 2 leti pa pol, če ne usvojijo, in se je povedal Nico Harrison, ne, verjetno čez 10 let, ko bojo občinevali, bo sta ona dva že pokojna z Jasonom Killom, če ne bojo nič naredili. Dan ima rad Nika Harrisona, mi smo posebno to jezni na to nenavadno in sila čudno. Kje imaš ti film? Ne, kje sem v glavnem in mi pa zdaj kot pa nekaj res, kar se pa stavil kot Dončićevi navijači ne želimo, da Dallas vrata, če ne bo vam vrata. Kaj je res izvrsten GM, ki velja za wunderkinda, zastavil v bistvu celo svojo kariero na ta trend. Meni se zdi to ful kuražno. Je to res? Meni se zdi to cojones del Toro. Zato pa mogoče obstaja res teorija in jaz še vedno sumam, da ni čist bila to njegova. In zato jaz ne moram verjeti, da je on sam jaz tudi ne verjamem, da je bila to čist njegova. Tako, kot praviš, iracionalno. Enostavno ne more. Vse jasno, da je mogel dobiti zeleno luč strani lastnikov, ampak iniciator pa se strinja z danjem, da je bil on. Športna odločitev v zadju, ampak da je nekaj. Jaz mislim, da dobivamo novega Vladeta Divca, kot GM. Zelo mogoče. Čeprav ni ista situacija. Ni ista, ampak v zgodovini
znamo ocenjevati, da bosta tam nekje na vrhu. Tam tako vprašal Po enem dejanju, ampak Vlade Divac po ni enem nič dejanju, naredil. po enem Vlade Divac ni nič naredil, Nico Harrison se je ne v teh 3 letih. Je Vlade Divac je naredil. Vlade Divac je naredil, da je Beglija izbral na mesto Luka Dončića. A te lahko vprašam? Ja, pa eno leto prej Foxa, ok. Sam je pa Foxa Ja, on je bil tudi face of franchise, je tako? Pa ni več. Ja, ampak Divac je znam potem, da je imel pač na platu Luka Dončića, pa je vzel Marvina Beglija, ki ni naredil v karieri nič. Hočem ti samo reči, Vlade Divac ni naredil Sacramentu nič, Nico Harrison po teh 3 letih do naredil mu je veliko škode, ker je vzel Marvina Beglija. Če bi vzel Luka Dončića, bi verjetno Sacramento bil zdaj nekje veliko više. Je naredil nekaj v Dallasu, je pa vsem sestavil ekipo. Strinjam, delovanje je dobro. 4-krat so se Dončiću odpovedali. To se meni zdi zelo zanimivo. Ja? Najprej se mu je odpovedal Phoenix, ampak to še najbolj razumemo. To še najbolj razumemo. Ja. Potem se mu je odpovedal Divac, ne? Pa Atlanta. Potem se mu je odpovedala Atlanta in zdaj se mu je odpovedal še Dallas. Kako to vidiš? V bistvu je težko kaj reči na to. Nelogično, ne? Nelogično, ne? Razen za Phoenix, ki je res bil tenek na poziciji centra, za vse ostale pač se mi zdi totalno nelogično. Ne? Zdaj Atlanta, a veš, Trae Young pač je zgledal takrat pač dober igralec, ne? In mnogi Američani pač, mnogi Američani, ki ga ne moreš primerjati z Dončićem. Ne moreš, seveda, ampak takrat se to še ni vedel, kaj bo. Dejstvo je, da veš, veliko teh znanih ameriških komentatorjev, Charlesa Barkleyja in tega, so zelo grdo govorili o Evropejcih, o Euroligi, kaj če je tam v neki Euroligi najboljši, to ni nič. In mogoče pač je Atlanta bila pač ta ekipa, ki je pač rekla, mi pa bolj zaupamo Američanom in so zato Trae Younga. Tako da ni mogoče tudi spet tok ne bi zameril, ampak Vlade Divac pa pozna in Sašo Dončića, in pač pozna evropske igralce, pozna igralce z naših prostorih. Ampak jaz tudi njega razumem. A veš, mislim, se v retrospektivi seveda izpade, da je naredil največjo. Ja, zato, ker pač začakaj malo. To je meni napaka ala Darko Miličić iz leta 2004. Ne, govorim izborno nabor. Spremljal, ker se tiče, ko se bo gibal po žalkarskih krogih. Se strinjam, naredil je nezaslišano napako. On še danes reče, se bo čas pokazal, on še danes ne sprejme tega, da je naredil feler. Še danes ne prizna tega. On ima zmeri ima neki argumente. A se veš, kaj pravijo? Polovica se ti upravičko priznaš. Zakaj Portland ni vzel Jordana? Iz istega razloga 83 let. Kot Phoenix, ja. Ne kot Phoenix, kot Sacramento. Iz istega razloga. Imeli so igralca na položaju playmakerja, ki je bil identificiran kot ime franšize. Takrat je bil to Clyde Drexler, pa so vzeli Sema Bowieja zato, ker so hoteli centra, ker je to prva stvar, ki jo GM hoče narediti. Branilca, popart s centrom. A je res, to je košarkarska abeceda. Divac je imel leto prej izbranega Foxa, za katerega se je cela navijaška baza strinjala, da je to, kar je bil Dončić zadala, se pravi, franšizni generacijski igralec. Želimo ga popart s visokim igralcem. In to je bil Marvin Bagley, ki je takrat blestel na Duke univerzi. Jaz ne upravičujem Divčeve. Ampak še danes ne prizna, samo te je fora. Kaj še priznati? Zajebo sem. Zato, da se bojo silom naslavljati. Kaj ga briga, stari, on je Vlade Divac, sem. Razumeš, to je lahko, mi se tle koketiramo. Mi zdaj kvačkamo Phoenix, Atlanta, Sacramento. Ne, jaz nisem hotel nobenega konkretnega odgovora. Meni se zdi samo zanimivo, da generacijskega igralca, kot je Luka Dončić, zdaj je dobil 4. košaro. Mark Cuban je rekel, mi nismo vedeli o tem fantu, vse veste, to je Evropa. On zdaj to prizna. Vse veste, to je Evropa. Evropa je bila za nas second level, third level, ampak so naši strokovnjaki rekli, bodi pozoren na tega fanta. Ta fant ima nekaj, kar nima noben. Ne samo, da bodi pozoren, rabimo ga. In Cuban je priznal, se pravi, scouting ekipa, takrat je bil Rick Carlisle, je bil coach v Dallasu, je rekla, to je fant, ki bo edini superstar na tem draftu. Imamo lahko Trae Younga še zraven, imamo še koga z tega, ki je superstar. Ali pa približati superstara. Ne.
Trae Young je najbližji, ne, Dončiću, ne. Mislim, Jalen Brunson, ne. Ja, Ok, ajde, no, ok, Brunson, ja. No. A veš, Ampak on to je- ni ta level, ne, to ni v tem Oba je predalčku, dala ne. zgubo, ne. Oba je dala zgubo, ja. Kot zanimivost. Ok, vprašanje, koliko se vam zdi mogoče, da Luka pretransformira Lakerse že letos, da naredijo neko zgodbo. A lahko odgovorimo do četrtka? Danes je prišla ven teza in to zelo realna, Bogdan Bogdanović, ne. A veš, Kaj z njim? Da bi lahko šel v Lakers, da bi ga tradali? Ja, to je pa danes današnja. Dobro, To je današnja. ja, to je Bogdanu se današnja. govori že 10 let, da ga bojo Ne, a tradali. veš, mislim, spot-up šuterček, Klay Thompson, mlajši Klay Thompson je Bogdan Bogdanović, nimamo kaj Čisto reči. krven šuter. On bo stal, Luka mu bo dal, koliko mu bo dal LeBron, ne vemo, predvsem je odvisno, kdo bo v raketi, ne. Najbolj ne vemo. zanimiva In mi je če- bila in če- in če- reakcija- Zanimajo me tvoje špekulacije, ali Ne vem, lahko špekulacije. Dončić neki, Jaz mislim, da realno letos ne predrugačimo vprašanje. Pa ne rabim filozofije. A je Luka znan potem, da ga inat face zagrab, pa da Absolutno, hoče celemu svetu absolutno. A pokazati? veš, zato a verjamem, veš, da bo- kdo ima mogoče še večji inat? Novak Djokovic. Pa je pa že Da, kar Luka. pustimo zdaj Djokovića. Pa je pa že kar Luka. Ali bo že rompompom letos naredil z Los Angelesom, ali bo hibernacija do naslednje sezone? Ne, hibernacija ne bo. hibernacija Ne, se poznamo ne. njegove poškodbe, točno, da je Saša rekel, da je on zelo blizu, da Pa je, da bo igral že čez par teden, dni. ne. Ja, da bo igral. teden, Mislim, on bo vse naredil, da bo ta inat, da bo to obrnil. Skratka, ti Energijo. nimaš odgovora, kaj pa ti? Jaz imam odgovor, da seveda bo poizkušal, bo vse naredil, bo vse, da čim dlje pridejo, ampak s trenutno ekipo brez nekega malo boljšega centra ne verjamem, da lahko pridejo na vrh. Lahko pridejo visoko. Da naredijo nek odmeven rezultat, pod katerega bo kot glavni kontributer To pa podpisan absolutno ja, Luka ker Dončić. vemo, da Luka kjerkoli igral je vedno svoje igralce naredil boljše in tudi tokrat bo po mojem mnenju tako. Upam seveda, da se bo LeBron James strinjal s to vlogo, da je pač Luka glavni organizator igre in da mu on samo pomaga. A se ti ne zdi, Ne? da je to kot z neba poslan tudi Ja, za LeBrona, ja, ker ne more več 10-20 tekem Jaz- zapored s absolutno. polnim gasom igrati? Da LeBron lahko počiva, da ne rabi on prenašati žoge čez polovico. A si ne? predstavljaš, da si blokade postavljate recimo drugemu? To imaš kar naenkrat na igrišču dva super računalnika, tega recimo nima nobena ekipa v NBA. Ne, jaz sem prepričan, da lahko deleč pridejo, ampak za naslov še ne. Ne govorimo o naslovu. Za govorimo, naslov še ne, ampak deleč v končnici sem pa prepričan, da lahko pridejo, seveda v predpostavki, da bo pač Luka zdrav. Zdaj Ja, dejansko seveda ob en tej mesec in predpostavki. pol ni igral, verjetno se je tudi dobro spočil. Ne? Zdaj upajmo samo, da ga ne bojo na začetku spet takoj preforsirali, ker meni se zdi, ne, da to, kar je Dallas letos naredil, je bila velika napaka. Torej, Luka je lani igral v finale poškodovan, igral je za reprezentanco poškodovan, potem, ko je pa prišel nazaj, bi oni mogli, po mojem mnenju, najprej en mesec poskrbeti samo za njegovo fizično pripravo, on je šel pa takoj že z ekipo in kaj, drugi, tretji trening, takoj mečna mišica. Normalno, on ni bil pripravljen že za take težke treninge. Bolje, da bi sezono začel kasneje, samo da bi bil fit. In normalno, da se je Med potem... drugim to ni nova poškodba, to je poškodba, ki se reciklira. Ja, in tako, to je treba bilo po taki dolgi sezoni, ki je bila daleč najdaljša, plus reprezentanca, imeti pač več časa, da se vse to pozdravi. In če mene vprašate, je po moje Dallas ga prehiter dal že v te skupne treninge in da se je zato to zgodilo. Tako da zdaj mislim, ker en mesec pa polni igral, da absolutno spočit nekako more biti, ne? Samo da upamo, da je res ta poškodba te mečne mišice popolnoma sanirana, ker če se pa to spet pojavi, pa znajo biti mogoče pa že kar kronične te težave in v tem primeru se pa malo bojim. No, če bo pa zdrav, sem pa prepričan, da bojo Lakersi... Se Dani te vpraša, če bo zdrav. Se je dobro razložil. Ja, Ne, ampak sej. jaz, ne, pa to je potek, Ja. to so spet fakti. Ja. Jaz ne vem, kako lahko ti razmišljaš o hibernaciji, kako, govorimo o Dončiću, govorimo zraven LeBrona Pa ste Jamesa. vi meni vse usta danes Ne, postavili, jaz kakšna samo vprašanje hibernacija? poznam. Ja, On jaz bo mislim, šel- da bo hibernacija. Ti? On bo šel Showtime se igrati. začenja spet v LA-ju od naslednjega tedna naprej.
Jack Nicholson ima po moje že sedež spet rezerviran v prvi vrsti. Vsaj za prvo tekmo. Najbolj zanimivo mi je bilo vprašanje, sem gledal poročila na ESPN-u, pa je vprašala novinarka Kendricka Perkinsa, ki je tudi eden od analitikov, počas. In je rekla, žoga je samo ena, velemojstra sta pa zdaj dva v LA-ju, pa se ji sam nasmeje, je rekel, don't worry, vse se bo uredili in to zelo hitro in to je to, definitivno. Ja. Hvala Mohi, hvala Gulži, hvala Gapi. Še to mogoče, v 80 letih smo imeli Showtime z enim Magicom, zdaj imamo pa Luka Magic. Magic številka 2. A še Karim mora priti. A je bilo Magica, ste ga ulov, kakšen Magica odgovor, ki? Ni zdaj. Magic ima trenutno bolj z LA Dodgers polne roke delati. Mislim, da je večinski lastnik. Vsem logično, da se nekateri vzdržujejo javnih komentarjev, vsaj v prvih dneh. Da je to prepuščeno televizijskim komentatorjem. Jaz mislim, da je to tako šokantna novica, da bo marsikdo tudi sam sabo zadovoljen, če si bo kakšen dan dal. A je presenetljivo, da se Mark Cuban ni nikjer razen z enim emojijem oziroma Mouse Fan for Life, samo to je napisal, da se ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da čim izstopaš ven iz užaljene slovenske poze, kjer so poškodovali našega sina, da lahko marsikaj bolj vidiš, dosti bolj logično. To sem prej hotel reči, da to ni prvi tak primer. Jaz sem bil zelo skop na vprašanje, če je tudi on presenečen, pa je rekel, jaz sva že dva. Zakaj je on sam sebi škodil? On je še vedno določenega dela lastnik. On ima svoje poslovne zveze s to družino. Zakaj bi on, mislim, on ni užaljen Slovenc, razumeš? To bomo morali tudi mi. Mislim, je v sebi, seveda je, ampak je samo navzven tega ne bo. Zakaj bi? Če je racionalno poslovno bitje, se to je pa ja dokazal, se ima velik poslovni imperij. Se je po desetero svoj denar s prodajo tega deleža. Mislim, jaz ne vem, zakaj bi od takih ljudi pričakovali preko neke jurišniške emocionalne reakcije. Enkrat mnogo kasneje se bo tudi on enkrat verjetno izpovedal, pa bo veliko več o tej temi povedal. Jaz ko mi čakam, da bo knjigo napisal. Ker ko bo on knjigo napisal, boš par stvari izvedel, ki jih do takrat ne boš. Točno tako. Moje mnenje. Jaz samo upam, da je z Luka vse v redu. Slovenijo bomo vsi brali. Da njegova poškodba ni take narave, da bi tukaj slučajno bilo kaj v ozadju. To sem hotel preveč. Apropo te pripravljenosti pa poškodb, zdaj pa sam mal. In to, kar je zanj Sale v studiu rekel, se mi je zdaj ful. Dobro, kaj zdaj vi hočete, da bo zdrav, pa bo dal 60 pik, pa 30 skokov, pa 20 asistencev. Mislim, frajer vam daje 30-10-10 popreča skozi celo svojo kariero. 4 košarkarji imajo primerljive kariere do 25 leta. To so vse 4 največje ikone tega športa vseh časov. Ampak je pa edini, ki je bil 5krat na All-Staru do 25, je res? Mislim, da je edini. Za All-Star ne vem. Ne, govorimo o teh letih, se ne vemo, kaj bo pri 35. Vem za prva ekipa All-NBA, da tle marsikdo nima tega do 25. Steph Curry še danes nima 5 uvrstitev v prvo peterko NBA, pa je ena izmed največjih ikon te lige vseh časov. Ti imaš 5 aktivnih igralcev, ima 5 izborov v prvo peterko All-NBA. Zdajle, ki igrajo. En od njih je Dončić. LeBron, KD, Harden, pa Giannis. Mislim, on je v taki družbi. Zato mi ne moramo, zato ker mi skušamo primerjati njega pa Anthonyja Davisa, te ni primerjave. Mlajši, ne? Poleg tega je 6 let mlajši od Davisa. Zato ti pa pravim, da se je Lakersom Marija prikazala. Njim se Marija prikaže enkrat na desetletje, to zdaj že vemo. Začel se je z Wiltom Chamberlainom, nadaljeval se je s Karimom, potem se je Šekim prikazal, še Kobija so tradali, ga niso izbrali. Pol, ki je izgledal, da je Šek šel, da bo Kobi sam še v sivi povprečje svojih 40 pik na žigu, so Pava Gasola dobili. Pol se je spet zdel, da bojo končno zdaj padali v neko obskurnost. Ne, se je LeBron odločil, da bi rad živel v Los Angelesu. In še Anthonyja Davisa so 2019 pripeljali
Tako da, zdaj se jim je... Njega so mogli veliko dati, ne, recimo, ne. Zdaj so pa zelo dobro skozi prišli. Ne. Zdaj so pa prišli, dali so Davisa, pa Maxa Kristija, pa en izbor, Pelinki je ratal izbor 2:31 zadržati, ratal mu je zamenjave izborov zadržati, mislim res, tle so Lakersi tudi zelo dobro odigrali to, in to je še ena neracionalna poteza Nika Harrisona, po mojem mnenju, človeka, v katerega sem zaljubljen, da se razumemo, totalno neracionalna poteza, ne? Da nisi vsaj še enega pika zraven dubu, ampak ta tajnost, to prinese to, da se ti pogovarjaš samo z enim klubom. To prinese to. Potem težko izsiljuješ za kaj več. Dobro izhodišče Lakersom s tem. Ne? In da so si Anthonyja Davisa tako močno želeli, da so pristali na to podkupčijo, ne? Je še ena v vrsti neracionalnih odločitev, ki pa so, po mojem mnenju, hkrati izredno hrabre in koražne. Tip je zastavil celo svojo kariero na ta račun. In poglejmo, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da je najbolj zabavno pri vsem temu to, da se bomo o tem lahko pogovarjali še 20 let in da bomo lahko spremljali posledice tega dobesedno vsako sezono znova in znova. A je res? In to na Areni Sport. In to na Areni Sport, Guldi. Koliko mi lahko menjamo schedule, se pravi razpored tekem, ki bomo prenašali, to že postavljam do konca? Nič, ne? Mislim, da ne bomo se tukaj kaj zagovorili. NBA je za razliko od mojega ljubljenega Nika Harrisona predvsem bolj trd pogajalec pri teh stvareh in praviloma se ne moreš kaj dosti zbirati. No, ampak se jezerniki so velikokrat na nacionalni televiziji, tako da se ni zabati, da mi ne bi Luko veliko gledali na Areni. Na ESPN in na teh ameriških, to, kar mi potem dobimo. Ne, na ameriških nacionalnih televizijah, katere prenose potem tudi mi dobimo. To, kar mi lahko zatrdimo, je, da če se bo le dalo in karkoli je v naši majhni moči, bomo skušali našemu občinstvu bomo preusmerili Dallasove tekme v Lakersove. Mislim, bomo skušali sekundirati Dončićevi karieri od te točke dalje. Še enkrat ponavljamo, niso ga poslali v Kranjsko Goro sekati drva, ampak v najbolj slaven košarkarski klub, ki ga ta zemlja pozna. Kljub temu, da je Boston ima več naslovov, je najbrž LA Lakers glavna stvar v svetu košarke. Verjetno, ja. S tem bomo tudi zaključili, da ne gremo predaleč. Hvala Mohi, hvala Guldi, hvala Gapi. Hvala tudi vam, občinstvo. S tem smo zaključili 23. epizodo s podcasta. Ob kakršnih koli novostih, pa tudi o Jadranski ligi, ki preživlja težke čase, morda da je drugič, pa recimo temu kmalu. Nasvidenje.